Sepolja je mestna četrt na obrobju Aten. Gre za zelo lepo urejen, na prvi vtis bogat in umirjen del mesta. Na ulicah Sepolje so kljub sredini januarja že zorele divje pomaranče. Είμαστε στα Σεπόλια, στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έμαθε μπάσκετ, που έπαιζε στο γήπεδο αυτού του μπάskет συνέχεια μικρός. Najprej sem se malo izgubil med bloki, potem pa me je prijazen možakar v kiosku napotil v smeri košarkarskega igrišča, kjer so zrasli bratje Antetokounmpo. Είμαι ο Γιώργος από τα Σεπόλια και θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο. Košarkarski navdušenec Jorgos, ki je po nedeljskem kosilu na koš metal skupaj s sinom, me je takoj spomnil na Luko Dončića in nadaljeval s skokom kakšnih 15 let v zgodovino četrti. They started from here, yes, that's why they started from here. I remember these little guys that they used to play here basketball. Spominja se, kako so brati začeli igrati prav na tem igrišču, imenovanem Triton. Potem pa je Janis prestopil v manjši klub Filatlitikos v četrti Zografu. And then they took a transfer to Janis took a transfer to another team here in Athens. Jorgos pravi, da Janis ni pozabil nanje in da vsako leto pride prav na to igrišče pozdraviti lokalce. Almost every year he's coming here and he's playing with the kids and he's not very fond of the publicity. Obišče jih popolnoma nenapovedano, brez novinarjev in kamer, ter igra košarko z otroki. Lokalna skupnost v Sepolji se mu je zahvalila z velikim grafitom na sredini igrišča. Še večji grafit, mural, je na bližnji stolpnici, kjer so upodobljeni vsi trije bratje. Jorgos se spominja, da je bila migrantska družina Antetokounmpo zelo povezana. Držali so skupaj in skušali preživeti. Na basketu pa se je takoj videlo, da je Janis prav poseben talent. Predvsem pa je navdihujoča zgodba, kako so kot sinovi revne migrantske družine iz Nigerije zgradili bleščečo kariero z vsak svojim šampionskim NBA prstanom. And in these cases also luck is a very important factor. Doda, da je bilo vmes zagotovo tudi veliko sreče, da so Janisa našli pravi ljudje in izbrusili njegov nesporen talent. Z balkona svojega stanovanja je gledal, kako mladi Janis praktično ni zgrešil niti enega meta. Zdaj na istem igrišču popoldneve preživlja Jorgosov sin Zaharias, ki je navdušen, da lahko meče na iste koše kot slavni bratje. Pridružil se nam je še njegov malo večji prijatelj Angelos, seveda tudi navdušen nad Janisom. I think Janis in play here is a good player. Is a very good player. S prijazno druščino z igrišča smo si skupaj ogledali veliko stensko poslikavo na bližnji stolpnici, kjer so upodobljeni vsi trije bratje. Pokazali so mi tudi bar na drugi strani ulice, ki ima pomembno vlogo za celotno košarkarsko družino Antetokounmpo. Janis was here. Yes. Ker je bil čas nedeljskih kosil, je bil Kivotos kafe prazen. Za točilnim pultom je bila gospa Kathy, ki ni govorila kaj prida angleško, a vseeno sva se ob številnih košarkarskih fotografijah hitro sporazumela. Gris basketbol Slovenija. In Ljubljana? Na steni so obešene fotografije, na katerih so bratje skupaj z njo in možem. Med drugim tudi s tribun po celem svetu, saj redno obiskujeta tekme, kjer nastopajo Janis, Thanasis in Kostas. Thanasis Antetokounmpo, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Me, my husband, Greece. Bila sta tudi na lanski prijateljski tekmi Slovenije in Grčije v Stožicah. Od bratov je takrat sicer igral samo Thanasis. In pa tudi na tekmah Janisovega Milwaukeeja v NBA. Me, my husband, Milwaukee. Seveda nad šankom ne manjka niti podpisani dres Milwaukeeja. Medtem ko sva si ogledovala zares zanimive fotografije, se nam je pridružil tudi mož, šef bara. Hello. Slovenija. Janis. Dončić. Torej ide.
Janis Cikas je velik košarkarski navdušenec. Pripoveduje, kako je med delom v baru z enim očesom spremljal dogajanje na bližnjem igrišču in seveda so mu v oči padli tudi bratje Antetokounmpo. Ko je izvedel, da so brez previte pare, jih je nagovoril in povabil, da lahko vsak dan brezplačno pri njem pojedo sendvič in popijajo sok. Košarko so igrali tudi do 11 zvečer in po koncu so prišli popiti še vodo. Občasno so tudi pomagali pri različnih delih. Ponosni gospod Janis doda, da jih danes veliki zvezdnik, ki je v NBA odšel že leta 2013, obišče prav vsako poletje, ko pride na obisk v Atene. Mimo rada prideta tudi druga dva brata. Ponosno pokaže na dva originalna podpisana dresa. Modrega grške reprezentance, ki ga je Janis Antetokounmpo nosil na svetovnem prvenstvu leta 2014 in na dres z NBA tekme zvezd leta 2018. Στην πίνα επάνω που πίναγαν άγρια πίναγανε. Τι να κάνω τώρα στο μπάσκετ, να παίζω με μια κολόμπαλα στη στιγμή την οποία μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου και V četrt Sepolja pa je pred več kot 15 leti zahajal tudi košarkarski trener, ki je v resnici odkril Janisa in brate. Λέγομαι Σπύρος Βεληνιάτης, είμαι ο προπονητής που ανακάλυψε και βοήθησε τον Γιάννη να φτάσει στο ύψιστο σκαλί του μπάσκετ. S Spirosom Veliniatisom sva se dobila v njegovi rojstni četrti Kato Patisija, kakšne 3 km iz središča Aten. Zraven je četrt Kipseli, kjer živi največja afriška skupnost v Atenah. Blizu pa je tudi Sepolja, kjer so odraščali bratje Antetokounmpo. Spiros je najprej treniral nogomet. Njegove sanje so bile, da bi nekoč igral za nemško državno reprezentanco. Prihaja iz delavske družine. Pravi, da je povsem mešane narodnosti. Mama je bila Nemka, očetova družina ima delno tudi albanske korenine. V njegovi betonski četrti ni bilo ravno veliko nogometnih igrišč, zato se je presmeril v košarko. Ker je govoril tudi nemško, ni bil preveč priljubljen. Vrstniki so ga nadlegovali, saj je bil še živ spomin na drugo svetovno vojno. Ventil je našel v košarki. Neizprosno je treniral, gledal NBA tekme na videokasetah, predvsem pa je oboževal Larryja Birda in Magica Johnsona. Which was supplying tapes from the States and we were watching all the games between Magic Johnson and Larry Bird. Pravi, da je Magicove neverjetne poteze vcepljal tudi mladim na treningih in da jih je še danes mogoče prepoznati tudi v igri Janisa Antetokounmpa. Many times movements of Magic Johnson to be incorporated. Spiros je pri 16 letih prepričal starše, da se lahko odpravi v Združene države Amerike. Tam je treniral 2 leti, a prizna, da vseeno ni bil dovolj dober, da bi ga sprejeli na college. Vrnil se je v Evropo, kjer ga je čakalo služenje vojske. Ker je imel dvojno državljanstvo, je na koncu izbral vojaščino v Nemčiji. Tudi v Nemčiji se ni počutil pretirano sprejetega, saj vseeno nemško ni govoril tekoče. Po služeni vojaščini se je vrnil v Atene, se preživljal s priložnostnimi deli. Prijatelj trener pa ga je povabil v nek manjši klub, kjer mu je pomagal kot pomočnik. Šlo pa je bolj za hobi, kot pa za resno kariero, saj je moral skrbeti za bolna starša. Zares se je trenerstvo lotil šele pri poznih 30 letih. Ker je ljudski človek, se je veliko potikal naokoli po svoji in sosednjih četrtih. Redno se je ustavljal v betonskih igriščih in spremljal ulični basket. V Atenah je bilo po letu 2000 veliko novih priseljencev iz Afrike in opazil je, da temnopolti fantje zaradi svojih telesnih predispozicij igrajo drugačno košarko in da imajo veliko večji potencial.
Začel je delati v manjšem klubu Filatlitikos, kjer so se strinjali z idejo, da skušajo svoje vrste zvabiti tudi najbolj talentirane afriške mladeniče, jim pomagati pri izobraževanju, jim urediti papirje ter morda koga pripeljati do vrhunske kariere. And I persuaded them to take African kids. One of the kids that I persuaded them was Giannis and his brothers. In tako se je začela zgodba bratov Antetokounmpo. Tell us, you went to Sepolia, this court, and How it happened? I had a friend in Sepolia, his name is Vasilis Xenarios. Kako se je začelo? V četrti Sepolia je živel moj prijatelj. Ko sem ga nekoč obiskal, sva na igrišču opazila temnopoltega fanta, najstarejšega izmed bratov, Tanasisa, ki pa ni želel niti slišati za treninge košarke. 2 leti pozneje sem na istem igrišču opazil še Janisa, ki se mi je zdel neverjetno nadarjen. Toda treniral je nogomet. Nagovoril sem njegovo mamo in jo nekako prepričal, da pod pogojem, če zagotovimo bratoma službo, začneta trenirati košarko. To nam ni uspelo, vendar se je pojavil neki podpornik kluba Filatlitikos, ki je bil pripravljen Janisu plačevati 300 evrov mesečne štipendije in to je njegovo družino prepričalo, da je začel resno trenirati košarko. And then there was one person, his name was Karakousis Lukas, who said he will give the money for Giannis 300 euros, so he will come to play basketball. And this was the pivotal or the key for the situation. Leto dni sem ga prepričeval, da se je odločil za košarko. V resnici je z njo zaslužil, še preden je sploh začel trenirati. Za košarko se je na koncu odločil, ker je to prineslo vsaj nekaj malega denarja družini. Resno je začel trenirati šele pri 14 letih. Po enem letu treningov se je zaljubil v košarko in tako se je začela njegova zgodba. And that's how the game of basketball of Giannis began. Kakšna pa je bila njegova prva misel, ko je na igrišču v Sepoli zagledal Janisa? what was your first association when you first saw Giannis? I thought like God was talking to me because I never thought of myself of a big coach. Bog mi je prišepnil, da imam morda v rokah prihodnje zvezde NBA. Nikoli se nisem imel za vrhunskega trenerja, a včasih se morajo ujeti malenkosti. V klubu niso bili najbolj navdušeni nad brati Antetokounmpo, pa nikakor ne zaradi rasizma, ampak zaradi njihove neosredotočenosti na treninge. Zaradi zelo slabe finančne situacije doma so morali staršema pomagati pri prodaji različnih drobnarij na ulicah, kar je pomenilo, da so tudi izpuščali treninge. Vseeno se je takratni glavni trener odločil, da naj fantje ostanejo v klubu in to je bilo ključno. The coach of the men team, Taki Zivas, stepped in and he said, these kids, even if they don't have consistency in coming, they should stay in the club. And this was a very moving moment for me. Spiros je pred leti za ameriški medij Vice izjavil, da morajo vrhunski igralci biti na nek način kriminalci in spomnil na jugoslovansko košarkarsko šolo, ki je zagovarjala, da morajo pravi košarkari za zmago tudi streljati, če je treba. Seveda v prenesenem pomenu besede. Vrhunski košarkar mora biti pripravljen streljati oziroma metati na koš. It's true, I don't know about the Libasic. There was at the time, not at that time, when I was playing basketball in the 1986, we had a magazine called Tripodo. Spominjam se, da sem kot mladostnik v grškem sportnem časniku bral članek, ki se je skliceval na neko jugoslovansko študijo, da imajo mnogi vrhunski športniki tudi prestopniško preteklost, še posebej, če prihajajo iz revnih okolij. Ko sem kasneje razmišljal, je Giannis sodil prav v ta vzorec. Ko si reven, se ne moreš vedno držati zakonov in iščeš bližnjice. Moraš preživeti. Tudi na igrišču je včasih podobno. Treba je razmišljati izven okvirjev. Tudi razmišljanje izven okvirjev ob tudi siceršnjem migrantskem življenju, ki je zahtevalo veliko prilagajanja in odrekanja, je pripomoglo k vrhunski karieri Giannisa Antetokounmpa. Oh my goodness, you've got to be kidding me. Hang time on this. Look at this. Giannis, ki bo decembra dopolnil 30 let, igra že svojo 10. NBA sezono. Vse skozi ostaja zvest Milwaukeeju, s katerim je leta 2021 postal tudi prvak lige NBA. V ekipi je bil takrat tudi najstarejši brat Thanasis.
Janis je sicer večkratni udeleženec tekme vseh zvezd in dvakratni najbolj koristen igralec lige. Visok je 211 cm in težak 110 kg. Igra številko 34. Janis v letošnji NBA sezoni v povprečju dosega nekaj več kot 30 točk na tekmo. Zaradi poškodbe mečne mišice na začetku končnice ni v postavi. Navkljub navdušujoči statistiki in NBA prstanu pa njegov prvi trener Spiros Veliniatis pravi, da zelo redko gleda tekme svojega nekdanjega varovanca. How you see Giannis' career now? Are you watching games at night? Yeah, I avoid watching games from Giannis because we don't have any contact anymore and it broke my heart sometime. Žal nimava več nikakršnih stikov, zaradi tega me včasih še vedno boli srce. So I think that Giannis has not developed his game. I think he plays worse than he played here. V resnici mislim, da Giannis v NBA igra slabše kot v Evropi, ker je bil veliko bolj univerzalen igralec. Odkar je v Ameriki, ni več napredoval. V Evropi je imel boljši met, tudi odstotek zadetih trojk, res da evropskih je imel krepko boljši. Čisto analitično in košarkarsko gledano je storil korak nazaj. Po drugi strani pa je postal veliko močnejši, kar spretno izkorišča, tehnično pa ne vidim napredka. Logično je, da o marsičem ne odloča sam, osvojil je prst NBA, vprašanje pa je, kaj še lahko osvoji in naredi. How many more you can get is not to stay just in one. And I think, as I told you, that his game has become gone backwards. Giannis and national team and the whole story about his citizenship of Greek. Kaj pa Giannis in reprezentanca? Bilo je kar nekaj zapletov, tudi pri dodeljevanju državljanstva, saj so Grki postopali zelo birokratsko in na koncu tudi pragmatično, ko se je pokazalo, da gre za izjemnega talenta. How you see the whole national team situation? For me, I believe that since a person is born in a country, he has the right to play in the national team of the country he grew up, if he likes. Če je nekdo rojen v Grčiji, je logično, da bo igral za državo, kjer se je rodil in odrasel. Takšna je moja doktrina, a življenje niso vedno doktrine. So tudi pravila in zakoni. Giannis se je čutil kot Nigerijec, ko pa se je zaljubil košarko, je občutil tudi pripadnost Grčiji, a ni imel dokumentov. To je kar pogosto pri afriških priseljencih, ker nimajo dokumentov, jih mnoge ob dopolnjenem 18. letu tudi izženejo. Najprej je živel z ilegalno pridobljenimi dokumenti in bil razočaran, ko ni bil poklican v reprezentanco. Rekel sem mu, da naj ustraja in igra še boljše, saj da bo dobil ponudbe tudi drugih reprezentanc. 14 dni kasneje je dal 50 točk in tako je dobil neformalni ponudbi Španije in Azerbajdžana. Vendar se je zganila tudi grška država, predvsem minister za šport, našli so luknje v zakonu in Giannis je uradno postal grški državljan. But the law says for the service that have been given to Giannis, his Greek citizenship was given for the service that he will give in the future. So in this way the past hit. Težava je bila, da je družina Antetokounmpo v Grčijo prišla nelegalno. Imeli so tudi težave z zakoni, ampak zadeve so se nekako uredile. Škodilo ni niti dejstvo, da se je bil Giannis pripravljen krstiti, pripoveduje Spiros Veliniatis. And I also heard the story that Vasilakopoulos wanted him to be baptized. Giannis in družina so v četrti Sepolja redno zahajali v grško pravoslavno cerkev. For many years going to a Greek church, so he took his Christian baptism. Spiros Veliniatis pa že dolgo nima stikov z Giannisom in njegovo družino. When did you break relationships with Giannis? I already could see that there was a try of his side to create distance. Menedžerji so se zbali, da bom imel prevelik vpliv na Giannisa. Morda se je zbala tudi njegova mama, čeprav nisem prepričan, saj sva imela zelo dober in odkrit odnos. Nikoli več me ni omenjal, po 3 letih sva imela verbalni spopad. Ljudje ne vedo, da sva nekoč sklenila ustni dogovor. Njegovi starši mi niso zaupali, ko smo se čisto na začetku kariere pogovarjali, so me vprašali, kaj želim v zameno, če bi Giannisu res uspelo. Rekel sem, da trenutno nič, če pa pride v NBA, želim 7% zaslužka. I don't want nothing now, but if you go into the NBA, I want 7%.
Šlo pa je seveda za ustni dogovor in za 7% od prve Janisove pogodbe v NBA leta 2013, ko je bil star šele 18 let in so ga Milwaukee Bucks izbrali kot 15. na NBA naboru. Spiros poudari, da je bila pogodba takrat relativno nizka in da se je cela družina strinjala, da mu za ves trud pripada 7% delež. Dogovorili so se tudi, da ga povabijo na večerjo, kjer bodo jedli poprovo juho, tradicionalno nigerijsko jed. When this happened, they start, trying to avoid this discussion. Ko je Janis šel v NBA, se je družina začela izogibati pogovorom na to temo. Ko se je to vleklo 3 do 4 leta, sem se odločil, da o tem ne morem več molčati. Bil sem žalosten in sem to tudi javno povedal. Potem, ko je Janis podpisal 3-letno pogodbo za $150 milijonov, so mi številni čestitali. Počutil sem se grozno in prevarano. 5 let sem skrbel zanj in ga prepeljal prek vseh košarkarskih in birokratskih čeri, pa me zdaj niti pokliče ne več. Zgodbo sem zaupal ameriškemu mediju Vice. You don't get even a call. I said, I cannot support it, but then again it was God hand that stepped in. Vice called me. Po tem odmevnem intervjuju sta popolnoma prekinila vse stike. And that's how we break since then the relationship. Giannis asked me last year to meet through a mediator. I said, no, I don't accept mediator through Giannis. Because when Giannis had problems, he called me directly. Janis mi je lani prek posrednika sporočil, da se želi srečati z menoj. Zavrnil sem, saj sva imela vedno neposreden stik, ko je imel težave, me je osebno poklical, zdaj pa bi se pogovarjal prek posrednikov. Razumem njegov položaj, ozadja, ampak v življenju moraš znati reči ljudem, ki so ti pomagali, hvala. V življenju je tako, da denar enkrat imaš, drugič pa ga že nimaš več. Prijatelje pa imaš lahko vedno. He will secure his future life. And life is not like this. Sometimes you have money, sometimes you don't. Spiros meni, da je Janis pod močnim vplivom menedžerjev in pa tudi grških svetovalcev. Skušajo nadzorovati njegov imidž in zloščiti blagovno znamko Antetokounmpo. V to strategijo lahko štejemo tudi dokumentarno igrani film o bratih z naslovom Rise, Vzpon, ki ga je lani producirala predvsem v Združenih državah Amerike, zelo močno prisotna platforma Disney+. V filmu podrobno spoznamo življenjsko pot družine, ki sta jo v Atenah ustvarila priseljenca iz Nigerije, mati Veronika in oče Charles, nekdanji nogometaš, ki je po srčnem napadu leta 2017 nenadoma umrl. Janis se boji, da bi preteklost njegove družine prišla v javnost in zato se počuti ogroženega, se izogiba stikom iz mladosti in začetka kariere, je prepričan Spiros Veliniatis. But I think Giannis, insecurity is a thing which I don't blame it, because when people know the real story, which cannot be told, it's very dark. Njegova resnična zgodba je zelo temna. Življenje družine Antetokounmpo je bilo veliko težje, kot si ljudje predstavljajo. I can understand that this insecurity drives him to this isolation in his feelings. Bleščeče kariere imajo pogosto tudi temnejše plati in zgodba bratov Antetokounmpo pri tem ni nobena izjema. Naš zlati kapetan Goran Dragić je bil nekaj mesecev Janisov soigralec v Milwaukeeju. Podobno kot Janis je tudi Goran kot otrok najprej treniral nogomet. O grškem zvezdniku ima zelo dobro mnenje. Ja, mislim, vsi vemo, kakšen košarkar je fenomenalen, MVP lige, osvojil ligo, ampak tisto, kar je mene najbolj fasciniralo glede njega, je pa to, kako preprost človek je. On se spominja, ki je prišel, kakšno otroštvo je imel, in to je tisto, kar me najbolj fasciniralo pri njem, je, da je ostal normalen človek, ne glede njegovi slavi, denarju, še zmeraj je prioriteta njegova družina, njegove bratje, mama, oče in zelo lepo vzgojen fant, zelo veliko dela za dobrodelnost in mislim, da je to tisto, kar nekako tudi se izraža na igrišču in tudi njegova osebnost. Lahko vidimo, da je zelo dostopen, zelo komunikativen in fenomenalen človek.
Dobro mnenje o bratih pa ima tudi študent Janis, ki sem ga srečal v Kivotos kafeju v četrti Sepolja, kjer se je začela zgodba košarkarske družine Antetokounmpo. Janis je bil sošolec najmlajšega izmed bratov Kostasa in seveda je jasno, da v četrti Sepolja navijajo za Panathinaikos, za katerega letos igra tudi Kostas. Παναθηναϊκός. Najmlajši izmed bratov Antetokounmpo se je v letošnji sezoni torej vrnil v Atene, kjer igra za Panathinaikos. Obiskal sem večni derbi z Olympiakosom, kjer je Kostas v peklenskem vzdušju o zmagi Panathinaikosa odigral solidno tekmo. Yes, quick, yeah. Okay. Pregnant wife, Yes. It's okay, I can't wait. V mešani coni ni bil preveč navdušen za intervjuje, izgovarjal se je na prisotno nosečo ženo, a eno vztrajanje PR-ovca in ob predhodnem lobiranju prek našega Sanja Bečiroviča, ki je tehnični direktor Panathinaikosa, vendarle pristal na kratek pogovor za Val 202. Kostas se lahko pohvali z NBA prstanom, saj je bil leta 2020 član šampionske zasedbe Los Angeles Lakers. Seveda je bil zadovoljen zmago nad Olympiakosom v grškem prvenstvu, vendar je dodal, da dokler ne osvojijo čim več lovorik, sezona ne bo uspešna. Kostas je občasni grški reprezentant in upa, da bo igral v kvalifikacijah s Slovenijo. Enako verjame za oba brata. Give opportunity for our country to participate in the Olympics. You will play with Slovenia, with Luka Doncic here in Piraeus? Yeah, we play in Slovenia. I'm excited. I don't think I've ever played against Luka. Veseli se tekme Slovenijo, seveda predvsem zaradi merjenja moči z Luko Dončićem, proti kateremu v reprezentančnem dresu še ni nikoli igral. I was together in Dallas, yeah, I've played with him as a teammate. He's a really good guy, I still send him messages sometimes, but Kostas in Luka sta skupaj igrala v Dallasu v sezoni 2020-21 in sta po besedah Kostasa še vedno v stikih. Tu in tam si izmenjata kakšno sporočilo. They have their own season now, they're going on and they're trying to get better also as a team and keep winning. Seveda pa je tudi v stikih z obema bratoma, Janisom in Tanasisom, ki igrata v NBA ligi. Just last question. Yesterday I was talking with Janis Tsika in Kivotos Cafe in Sepolja. Do you remember him? Yeah, of course I remember Janis Tsika. He helped us a lot, the guy helped us with school and stuff like that. Kostasa, ki se mu je več kot očitno zelo mudilo, sem vprašal še po otroštvu v Sepolji, kjer sem dan prej govoril z gospodom Janisom, lastnikom bara, kjer so v otroštvu pomagali vsi trije bratje. Yeah, visit. When I drive through there, most of the times, if you go through there, they have made a painting of me and my brother, so it's really awesome. Potrdi, da jim je gospod Janis res veliko pomagal in mu je za to hvaležen. Občasno se tudi zapelje skozi četrt Sepolja, kjer je odraščal z bratoma. Veliko mu pomeni, da je na enem izmed blokov velik moral v njim v čast. And I'm really proud when I got to drive through their neighborhood. Zdaj pa gremo na pot s Pačkom. Janis Tsikas, lastnik Kivotos kafeja, s terase katerega je tudi mogoče videti ogromen grafit, posvečen bratom Antetokounmpo, mi je na koncu zaupal še prav posebno vest Slovenijo. Janis je namreč lastnik več kot 50 let starega zelenega spačka, ki je bil izdelan v tovarni Cimos v Kopru. To je bil, poleg košarke, povod, da je spačka odpeljal v njegov rojstni kraj. Leta 2013 je Slovenija gostila Eurobasket. Grška reprezentanca je igrala v pretekmovalni skupini v Kopru in Janis se je skupaj z ženo s Pačkom odpravil na dvodnevno pot. Vsi trije so bili zelo zadovoljni in so na slovenski obali ostali 15 dni. Ponosni Spačkar je predlagal, da naj skupaj s študentom Janisom, ki je pomagal s prevajanjem, zapelje po Sepolji. Ko smo se peljali mimo velikega grafita bratov Antetokounmpo, je pohvalil tudi Luko Dončića. Dončić je zanj vrhunski igralec in faca. Seveda najprej navija za Grčijo in za Janisa, a vedno stiska tudi pesti za Slovenijo in za Dončića.
Sicer dvomi, da bo Janis igral na kvalifikacijskem turnirju za olimpijado, saj je izčrpan. Rodil se mu je 3. otrok, pestijo ga poškodbe. Po zadnji celo izpušča začetek letošnje NBA končnice. Če pa se boste v Pireju v začetku julija srečala z Luko, bo to neverjeten spektakel. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ακόμα δεν είναι σίγουροι να το πω. Δεν είναι σίγουροι. Γιατί μιλάω με τον μάνατζερ, δεν είναι 100% σίγουροι. Janis in Luka sta se sicer v NBA letos nazadnje srečala februarja. Milwaukee je premagal Dallas, glavna igralca pa sta uprizorila neverjeten šov. Skupaj sta dosegla kar 88 točk. Janis 48, Luka pa 40. Od 7-6, εκεί ο Ντόντσιτς έσπαξε τον Θανάση Αντετοκούμπο, θα πάρει... Za primerjavo grškega in slovenskega zvezdnika sem vprašal tudi Spirusa Velinjatisa, prvega trenerja Janisa Antetokounmpa. Predvsem me je zanimalo, kako med najboljšimi svetovnimi košarkarji vidi Luko Dončića. Just maybe 2-3 questions. You as a basketball coach, what do you think about Luka Doncic? What to say? If we speak in a basketball term, I have to wash my mouth before I speak about Luka. I think with Jokic are the two best players in the NBA. Mislim, da sta skupaj z Nikolo Jokićem najboljša igralca v NBA. Enkrat me je nagovoril nek zelo dober trener in mi dejal, da Janis ne igra dobro pick and roll. In imel je prav. Tukaj se vidi razlika, da je Luka na igrišču, odkar je shodil, vsekakor je njegova prednost, da je bil prek očeta že od majhnih nog v stiku z vrhunsko košarko, medtem ko se je Janis potikal po betonskih igriščih in igral predvsem nogomet. Dončić in Jokić imata velik vpliv na mlade. Neverjetna sta. I think he's with Jokic the two best players at the moment. And great influence for the youth, both in the court and out of the court. Just amazing, just incredible. Spiros mi je zastavil malo šaljivo vprašanje o očetu Luke Dončića, ki je postal športni direktor slovenske reprezentance. I want to make you a question. Why Slovenian Basketball Federation took his father as a coach to persuade him to come and play for the national team. O kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, kjer se bosta v Pireju torej srečali tudi Slovenija in Grčija, ni želel pretirano razpredati, ker seveda še ni jasno, v kakšnih zasedbah bosta obe ekipi. Predvsem je vedno večje vprašanje, če bo za Grke igral Janis. Se je pa Spiros spomnil, kako je Slovenija pred 30 leti zagrenila življenje Grkom. To add something about Slovenian basketball, I always remember Kotnik. Slavko Kotnik. Really? He was playing here in... Slavko Kotnik je igralec, ki se ga iz tistih časov spomni in dodaja, kako so že takrat na grški trenerski sceni govorili o fenomenu slovenskega košarkarskega laboratorija, ki navkljub majhnemu številu prebivalcev proizvede tako veliko število vrhunskih igralcev. Matjaž Tovornik also killed you. Yeah. And coming out of nowhere and killing us, it was the first taste of the depth of Slovenian basketball. Srečanja si želi tudi Goran Dragić. V vsakem primeru pa bomo slovenski ljubitelji košarke lahko Janisa Antetokounmpa v živo videli 23. in 24. avgusta letos, ko naš zlati kapetan Gogi v Ljubljani pripravlja velik spektakel ob koncu kariere. Toda reprezentančni dvoboj s tekmovalnim nadihom uvrstitve na olimpijado bi predstavljal prav posebno poslastico. Mislim, to je dvoboj dveh mega zvezd. Mislim, da seveda navijam za Slovenijo, to je brez dvoma, ampak če pogledamo ekipo, mislim, da je Grčija močnejša, ampak vse se lahko zgodi na tej tekmi. Imamo Luka lahko povede svoje igralce, lahko vemo, da lahko zadevamo v serijah trojke, tako da vse je možno. Zdaj Grki imajo prednost pod košem, so močnejši, višji, ampak mi pa imamo prednost na zunanjih pozicijah, tako da bo zanimivo tekmo. Betonska igrišča v primestnih četrtih so bila pogosto valilnica velikih košarkarskih zgodb. Gogi je začel v ljubljanskih Kosezah, Janis v atenski Sepoli. I training. Here for the Triton Club in
3 years ago now. Šolarja Zacharijas in Angelos poleg treniranja v lokalnem klubu vsak trenutek izkoristita za košarko na igrišču Triton, kjer se je začela pisati danes zvezdniška zgodba Giannisa Antetokounmba in njegovih bratov. Giannis play here is a good player. He's a very good player. Zacharijas in Angelos tudi sanjata, da bosta morda nekoč prek atenskega betona izkusila košarkarski blišč svojih idolov. I do LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kobe Bryant. Michael Jordan. Yes, and him too. Poslušali ste podcast zgodbe. V Atenah sem fenomen košarkarske družine Antetokounmpo raziskoval Luka Hvalc. Pogovor z Goranom Dragićem je posnel Marko Polak, pripovedoval je Matej Rus. Naročite se na naš podcast zgodbe, kjer kmalu postrežemo nove ekskluzivne epizode, tudi slovenskim košarkarskim pridihom.